Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Ja, pred Božičem smo snemali oddajo z evropsko poslanko Ljudmilo Novak. Evo, zdaj smo pa pred veliko nočjo, pa spet snemamo oddajo z evropsko poslanko Ljudmilo Novak. In gospa, dobrodošli, lahko rečem, na svoji zemlji. Ste gledali ta film? Ja, seveda, to je legendarni slovenski. Ja, zato, ker smo na našem travniku, v naravi, z lepim razgledom, na čistem zraku. Skratka, prav lepo je tukaj snemati. Pa še v senčki sva, če bi šla malce dlje naprej po travniku na rob, bi videla celo do vaše hiše. Ja, mi imamo 3 dislocirane travnike, tako da smo lahko izbirali. In sem izbrala tega, s katerega je prav lep razgled na Kamniške planine, pa tudi na našo domačijo. Ste ponosni na Moravče? Nenazadnje ste bili v Moravčah županja, vaš mož je bil nekoč tudi podžupan, pa dolga leta tudi občinski svetnik. Ja, Moravče so zelo lepe. Tukaj živim že skoraj 34 let. Seveda nisem brez razloga prišla v Moravče, sicer sem prepričana Štajerka po duši, ampak Moravče imam tudi zelo rada, sedaj tukaj živim, tu imam družino, prijatelje, znance, veliko svojega dela in svojih let sem posvetila prav temu kraju. Tudi gradu Tuštanj, kaj ne? Ja, grad Tuštanj je tukaj v neposredni bližini. Ko sem bila županja, smo tam renovirali 2 sobanji, v eni je poročna dvorana. Tudi prvo poroko sem na željo para tudi opravila v kostumu, v grajskem kostumu. In tudi sedaj še vedno opravljam občasno poroke na gradu Tuštanj, ki postaja vedno lepši, vedno bolj naš. Igro sem celo posvetila temu gradu z naslovom Grajski vrtnar, ki smo jo 2-krat v 2 sezonah, pravzaprav večkrat ponovili na gradu Tuštanj. No, pa mislim, da je pred kratkim izšla tudi knjiga Ivana Sivca. Verjetno je črpal tudi kaj iz vaših del. Ja, pravi, iz vašega dela. Da ima malo slabo vest, ker je idejo dobil, ko sem jaz napisala to igro. Seveda je on imel več zgodovinskega gradiva in knjiga se prav lepo bere. No, in ko je to zgodovinsko delo prišlo ven, ko so to raziskovali, vas je verjetno malce črvičilo, če je vse tisto, kar ste vi napisali, točno, ne? To za avtorje je vedno to tako malce. Seveda sama igra, drama je do neke mere izmišljena, avtorsko delo. Uporabila sem pa legende, ki na gradu živijo še iz tistih časov. Tako je grajski vrtnar čisto realna oseba, torej vrtnar, ki se je poročil z grofico, potem je grofica umrla, imel otroke z drugo ženo in iz tega izhaja sedanji Pirnatov rod. Tako da zgodba je zelo zanimiva in razne pripovedke. To mi je povedal sedanji lastnik Peter Pirnat. Jaz sem to nekako povezala v igro. Oprizorili smo jo na gradu Tuštanj, tako da gledalci so bili navdušeni, lep ambient, pa zanimiva zgodba. Mimogrede, vam je kdaj tudi kaj zapel? Gospod Peter? Ja. Gospod Peter vedno zapoje, kadar imamo poroke, zdravljice, ne, napitnico, ker je tudi poklicni pevec, izredno lepo poje, žena ga spremlja. No, štejem si pa v čas, da sem jo tudi njiju graščaka, torej poročila. No, jaz vem, sem pa tudi ponosen, ker moji hčerki, ko se je poročila, je tudi zapel. Ja, se vedno. Napitnico, ali kako se to reče. Ja, vedno zapoje, vedno je zelo lepo. Jaz opravljam civilne poroke na različnih krajih znotraj upravne enote Domžale, pa mi je na gradu Tuštanj vedno najlepše. Veliko ste po svetu, no zdaj ste tudi zaradi tega precej nevarnega pa neznanega virusa doma, ampak verjetno se boste strinjali, da je najlepše doma, pa najlepše v Sloveniji. Zagotovo nisem še bila v deželi, kjer bi bilo lepše, kot je doma oziroma v Sloveniji. To iskreno povem, pa sem obiskala že mnogo dežel, tudi več kontinentov. Slovenci imamo res toliko lepega, na kar smo lahko ponosni, na kar smo ponosni. Včasih celo premalo cenimo vse to, kar nam je dano. Imamo tudi rodovitno zemljo, ki pa, kar se kaže v zadnjih letih, je vse manj obdelana.
Mogoče bo pa virus to spremenil. Kaj pravite? Ja, sej prav zanimivo je, da so sedaj mnogi ljudje odkrili, da ni tako slabo, če znajo sami speči kruh, če lahko na vrtu kaj svoje hrane pridelajo, da je to zelo dobro in koristno. Mi to počnemo že ves čas, imamo manjšo kmetijo. Večkrat so nam ljudje rekli, a se vam to splača, ni v trgovini bolj poceni, a vi še zmeraj to delate. Ko enkrat kmetijo ugasneš, jo težko potem nazaj prižgeš oziroma znova vzpostaviš, zato smo mi kar vztrajali. Vsi tudi radi delamo na kmetiji, sedaj tudi sin s tem delom nadaljuje, vemo, kaj jemo, kaj imamo, pa še v veselje nam je. Potem verjetno zdaj v teh dneh v trgovino niste šli po kruh. Mogoče po kvas. Ne, sploh nisem hodila v trgovino. Takrat na začetku, ko je bilo, še ni bilo take hude karantene, sem bila. Takrat sem tiste stvari nakupila, ki jih pač bolj potrebujemo. Večino stvari imamo pa doma. Vmes je enkrat šel sin v trgovino, res po kvas, ki smo ga težko dobili. Sicer pa mi ves čas pečemo doma kruh. Prej je to pekla moja tašča v veliki krušni peči, zdaj pečemo sami, vsi pri hiši odrasli znamo speči kruh, tako da tudi iz lastne moke, iz lastne pšenice. Pšenico peljemo v bližnji mlin, Rotarjev mlin, ki je znan daleč naokrog. Na poti proti Zagorju. Tako da tam tja peljemo pšenico, dobimo svojo moko in je dobra. Kakšen kruh imate pa najrajši? Dobro, domačega, ampak belega, mešanega, koruznega, ajdovega? Ja, črnega. Jaz sicer imam zelo rada tudi rženega. Največkrat spečem črnega, mož sploh hoče vedno črnega, včasih malo bolj belega spečem. Velikokrat pa spečem žemljice s polnozrnate moke. Te imamo tudi vsi zelo radi. Torej tretjino polnozrnate moke in so prav odlične. No, ne vem, ampak mislim, da je bilo lansko leto kar bogato z orehi. Verjetno bodo v tem času, če jih niste porabili že okrog Božiča, kar prav prišli. Velika noč je tu, danes je sreda. Ja, ne boste verjeli, da sem jih že stolkla, tisti, ki so še bili celi, nekaj jih imamo tudi v skrinji. Ne, tako da sem jih oprala in trenutno jih sušim na peči, da bodo prav v petek sveže zmleti in mož bo imel v petek dopust in bova skupaj pekla potico, šunkov kruho, zato ker če pečem v krušni peči, je veliko dela tudi s pripravo primerne toplote peči, tako da za Božič sva to prvič preizkusila, da mi je pomagal in vidim, da je to zelo dobro, da sva oba manj utrujena in še bolje nam gre in še skupaj sva in potem sva se tudi skupaj hvalila, kako dobro sva spekla. Se da potem na tej vaši peči, ko je lepo ogreta, tudi zaspat na vrhu? Ja, se da, ampak letos ni bilo nikoli tako zelo mrzlo, da bi zlezla na peč. Se pa večkrat uležem na klopo v peči in potem, ko gledam televizijo, zelo hitro zaspim. Zmanjka. Ja, tako prijetna toplota je tam v peči, da človek hitro zaspi. Nekaj ste že povedali, no, kaj se pri vas doma dogaja okrog velike noči. Kaj se še dogaja? Zdaj obisk svete maše ne bo, mogoče po televiziji, ampak to ni to, ne? Ja, to ni to, ampak vseeno je bolje, kot da se človek temu sploh odpove ali pa odreče, tako da sodelujem pri maši ob nedeljah. No, v nedeljo smo imeli pa tudi doma svoj blagoslov butaric, tako da je sin postavil nov križ na vrtu. Potem otroci so zvončkom nas pozvali k blagoslovu butaric, ki smo jih prej naredili in je bilo prav lepo. Po tistem obredu smo prebrali, zmolili, otroci so videli, kako to gre, so imeli veliko veselje s tem in mi smo imeli dober občutek, da smo vendarle se malo potrudili in naredili lep običaj. Kaj se še potem dogaja? V petek torej pečete potico, pa šunko v testu, če sem si prav zapomnil. Ne vem, kdaj pirhe barvate?
Ponavadi jih barvamo v soboto dopoldne, preden nesemo k žegnu. Zdaj pač tega žegna, ki je običajno v podružnični cerkvi svetega Andreja, letos ne bo, ampak bo popoldne po televiziji. Verjetno bomo pa nekaj podobnega naredili kot pri Butaricah, da bomo košare odnesli tja k križu, jih tudi blagoslovili. Saj je pomembno, da ta običaj obdržimo, da ga vidijo tudi otroci, da ne pozabimo nanj, da se ne zadovoljimo samo z blagoslovom preko televizije, seveda tudi to je bolje kot nič, ampak bomo skušali tudi na ta način ohraniti naše lepe običaje. No, danes sem videl vseh 5 predstavnikov cerkva po Sloveniji, verstev, ki so dali neko skupno sporočilo. To je dobro, ne? Ja, da se vsi zavedamo, da so težki časi. Da so težki časi, da pač je veliko odvisno od nas, kako bomo ravnali, kako se bomo zavarovali, ščitili. Seveda ni treba iz tega delati nobene panike. To je pač pandemija, ki se vsakih 100 let približno v velikem obsegu ponovi. Glede na to, da je svet globalno povezan, ni nič čudnega, da se tudi virusi prenašajo. Pomembno je bilo, da smo imeli neke vrste karanteno, da ne bi prehitro se širil virus in bi bile bolnišnice preobremenjene. Da bo pa verjetno ostal med nami, je dejstvo, in pa da se bo najbrž občasno pojavljal, da pa ljudje vsak dan umirajo, je pa nažalost tudi dejstvo. In tako rekoč seveda najprej so na udaru starejši ljudje, ampak tudi brez tega vsak dan se nam to dogaja. Gre samo to, da ravnamo pametno, odgovorno, da si ne očitamo, da smo zaradi naše nemarnosti prenesli virus na koga drugega. Ni pa treba delati zaradi tega prav velike panike. Če ne bo predolgo trajala ta pandemija, verjamem, da si bo tudi gospodarstvo opomoglo, da bomo spet normalno lahko zaživeli, seveda z novimi spoznanji. In dobro in prav bi bilo, da vse tisto, kar smo zdaj spoznali, da smo predelali narobe ali pa da nismo bili pripravljeni ali pa da lahko kaj delamo drugače, bolje, je prav, da to potem v prihodnosti tudi ohranimo in nadgrajujemo. In da ne očitamo drug drugemu, kaj je mogoče kdo storil narobe. Ja, nihče ni bil pri tej pandemiji dovolj pameten. Vemo, da se je začela na Kitajskem, ko smo vsi mislili, da je to še zelo daleč. Tudi sama nisem vzela tako resno. Jaz sem bila v začetku februarja v Južni Koreji. Takrat še tam ni bilo virusa. Sicer tam vsi ljudje so že takrat hodili z maskami, merili so vročine, razkuževali so, pa še ni bilo nobenega primera. Ampak, ko sem prišla nazaj, sem se pa šele zavedala resnosti. Če bi jaz to prinesla in razdelila ljudem okrog mene, bi si najbrž očitala, zakaj sem šla tja. Hvala Bogu, da se to ni zgodilo. Videli smo, kaj se je zgodilo v Italiji, ko niso nobenih opozoril upoštevali. Zato je tam res velika tragedija, lahko rečemo, in tudi tako zdravstveno osebje, kot seveda bolniki zelo trpijo. Ampak marsikaj, bom rekla, so tudi zaradi malomarnosti sami povzročili. No, tega se bova še dotaknila, še malce greva nazaj na Veliko noč. Že parkrat ste omenili blagoslov, velja nadaljavo? Ja, če ni druge možnosti, velja. Kaj pa spoved? Ja, svete spovedi pa zaenkrat je preložena. Koliko bo imeli dela duhovniki potem? No, tudi na druge načine se lahko pokesamo in poboljšamo. No, lepo. Kako ste sprejeli to v Evropskem parlamentu, to pandemijo, ta začetek pojava tega virusa, ko se je najprej pojavil, tako kot ste dejali, na Kitajskem, pa smo mislili, no, se bo tam ustal, ne? Pa je potem počasi potrkal tudi na evropska vrata. Se vam zdi, da so tudi evropske inštitucije ali pa Svetovna zdravstvena organizacija dobro odreagirale?
Ja, vse je do neke mere ta pandemija presenetila in vsi smo mislili, da bo ostala na Kitajskem, mi bomo pa izvzeti, pa smo potem videli, da ni tako. Mi smo v začetku marca v Evropskem parlamentu smo se odločali, ali bomo imeli plenarno zasedanje v Strasbourgu ali v Bruslju, ali bomo kaj zaprli, ali kaj se bo zgodilo. No, potem je padla odločitev, da bo plenarno zasedanje kar v Bruslju. In smo prišli v Bruselj 9. marca, na kar smo ugotovili, da pravzaprav je Evropski parlament zelo nevaren, kajti prišli so poslanci, ljudje iz vseh evropskih držav, tudi iz Italije, Španije, kjer je takrat pandemija že razsajala. Jaz sem tudi na avtobusu, ki nas je peljal z letališča v parlament, sedela zraven Italijanke, to sem šele potem ugotovila, ko je govorila po telefonu in mi ni bilo vseeno, bali smo se drug drugega. In zato smo potem plenarno zasedanje skrajšali na dan in pol, odšli vsi čim prej domov, ker so že lete odpovedovali, tako da hvala Bogu, da sem pravočasno še dobila let in prišla domov in potem sedaj pač delamo od doma. Seveda večkrat zdaj očitajo, ja, Evropska unija ni naredila. Ampak tudi na tistem zadnjem plenarnem zasedanju moram reči, da sem se kar malo razjezila nad italijanskimi evropskimi poslanci, ki so bentili čez Evropsko unijo, ampak zdravstvo je v pristojnosti držav članic. In jaz sem se vprašala, ali so pa Italijani vse naredili za to, da bi preprečili to tragedijo. Pa se je izkazalo, da prav Italijani so premalo odgovorno ravnali. Seveda imam sočutje do vseh, ki trpijo zaradi tega in ne gre za očitke, ampak ne moremo pa trditi, da je zdaj Evropska unija za vse kriva, kar bi morali mi doma narediti. Seveda se je pa potem zgodil egoizem posameznih držav, ko se je ugotovilo, da ta pandemija ne bo prizadela samo države ali dveh, ampak bo šla po celotni Evropi in še kam drugam in države niso imele na zalogi primerne opreme. Zato se je vsaka država začela obnašati egoistično in misliti nase. Evropska komisija pa nima te pristojnosti, da bi rekla, ja, zdaj pa moramo to in to, so dali sicer smernice, napotke, ampak ni pa mogla zapreti meja, ni mogla sprejeti nekih ukrepov takih obveznih, obvezujočih, ker je bilo to v pristojnosti držav članic. Verjetno se pa tudi ne ve prav dobro ali pa ni toliko znano, da je tudi Evropska unija, da so evropske države, ko se je ta virus pojavil na Kitajskem, Kitajcem tiho, bolj na tiho, ker je bila baje takšna želja Kitajcev, kar precej pomagalo. Ja, takrat je Evropska unija lahko. Kitajci pomagajo bolj pompozno, ne? Ja, poglejte, vse to je zanimivo, ne? Na Kitajskem je ta pandemija izbruhnila, verjetno tudi zaradi neprimernih higienskih razmer. Kitajci so potem se lotili dela, proizvedli dovolj materijala in seveda sedaj lahko nam pomagajo, pa na ta račun tudi služijo. Tako da je stvar dvorezna, če bi te hvala Bogu, da imajo toliko več tega materijala. Nam je pa to tudi vsem v poduk, da nekatere stvari pa moramo mi sami doma proizvajati, moramo imeti zaloge, moramo imeti možnosti, sposobnosti, da jih sami proizvajamo. Sedaj slovenski znanstveniki so se lotili projekta novega respiratorja, kar je vsekakor dobro, če jih ni mogoče dobiti, tako da neke so že odkrili. Žalostno malo smo jih imeli, ne? Ja, žalostno malo, ker pač torej takih pandemij že dolgo ni bilo, zato se niti nismo zavedali, kaj bi vse potrebovali. No, je pa zanimivo, da prav na tej izkušnji bo Evropa gradila tudi prihodnjo strategijo.
ker smo že prej ugotovili, da smo glede informacijskih tehnologij skoraj popolnoma odvisni od Kitajcev, od Amerike, torej da mi nimamo svojih računalniških gigantov, ampak te tehnologije so Kitajci prekopirali, zdaj so pa boljši od nas. Potem tudi recimo zdravila, zdravstvene pripomočke smo se zanašali na Kitajsko, kjer so te stvari zdaj bolj poceni, ampak ko je pandemija, jih vsi potrebujejo in takrat se države ravnajo zelo egoistično, misli vsaka nase. Tako da določene stvari moramo imeti sami. Ravno tako samooskrba s prehrano. To je nedopustno. Včasih smo bili krompirjeva dežela. Ja, krompirjeva dežela, pa še dežela kmetov, tako rekoč. Veliko smo imeli samooskrbe, marsikaj smo zanemarili, pa tudi kmetijska politika države ni bila najboljša. Tudi še sedaj veliko najboljših kmetijskih površin smo pozidali. Trgovski centri stojijo na najlepših nekdanjih njivah. Mnogo kmetij se je opustilo. Če pogledamo že sosednjo Avstrijo, vidimo, v kakšnih hribih so kmetije obdelane. Torej ne samo, da Evropska unija daje sredstva za kmetijstvo, veliko sredstva je namenjenih za kmetijstvo, ampak tudi državna kmetijska politika mora biti usmerjena v čim večjo samooskrbo. Ker vidimo slučajev, kot je sedaj, in taki slučaji se lahko ponavljajo in se bodo ponavljali, bomo zelo odvisni sami od sebe. No, ko že govoriva o Evropski uniji pa državah Evrope, so različno ukrepali. Omenili ste že Italijo, tudi v Španiji očitno ni bilo vse najboljše. Potem bova kakšno besedo rekla tudi o Sloveniji. Potem Švedska je šla po drugi poti, pa se mogoče vmes že tudi malce premislila. Madžarska s Orbanom pa z izrednim stanjem je tudi šla čisto po drugi poti, mogoče zelo nevarni za demokracijo, saj za nekatere evropske države so kar poslale protestno pismo. Kako vi na to gledate? No, najprej, če pogledamo pandemijo s koronavirusom, vidimo, kakšni junaki so bili nekateri svetovni državniki, ne? Na laž so se rokovali z okuženimi, sedaj so pa pristali v bolnišnici. Ali pa so govorili, da je to samo težja oblika gripe, da to ni nič posebnega. Recimo Vučić in njegov minister, pojdite v šoping v Trst, ne? Ja, zdaj je poceni. Ja, tudi ameriški predsednik nazadnje je imel podobne izjave. Ko so pa začeli ljudje množično umirati, ko se je to širilo, so pa videli, da je stvar resna. Sej ne gre za to, da moramo zganjati, paniko, ampak gre za prave ukrepe. Res pa je, da vsaka država pač ima nekoliko drugačen sistem. Recimo sem poslušala zdravnico Slovenko, ki je zdravnica na Švedskem, je rekla, tam vlada nima pristojnosti, da bi sprejemala ukrepe, ampak za zdravstvene primere ima pristojnost Nacionalni zdravstveni inštitut oziroma organizacija, ki skrbi za javno zdravje, in oni dajejo smernice in navodila. Seveda je najbolje, da oblast posluša strokovnjake. Pri nas poleg tega, da smo nekatere dobre poteze naredili in zajezili hitrost te pandemije, pa vendar je včasih prišlo do tega, da nismo točno vedeli, en dan tako, drugi dan tako, a je dobro, da imamo maske ali ni dobro, da jih imamo. Torej, različne informacije so prihajale. Nikakor pa ni dopustno, če hoče kdo to nesrečo ljudi izkoristiti, zato da krepi svoj avtoritarni sistem. Recimo, nekaj od tega se zagotovo očita Orbanu, madžarskemu predsedniku vlade. To so očitali že prej in on ima ustavno večino, njegova stranka ustavno večino v parlamentu, zato so lahko sprejeli takšno zakonodajo, ki za neomejen čas daje velika pooblastila samemu predsedniku vlade. Seveda to je zaskrbelo Evropo,
kaj bo iz tega nastalo. Potem tudi mediji oziroma novinarji, ki naj bi poročali oziroma lažne informacije, kaj so pa to lažne, pa odloča vlada, se bodo znašli v stiski oziroma je omejena svoboda govora. In celo predpisan lahko tudi zapor do 6 let. Ne? Tako, 5-6 let. Velike kazni, kar je pa nesorazmeren ukrep. Tako da to nas zagotovo skrbi in zato tudi v Evropski ljudski stranki se ves čas pojavljajo pomisleki glede ravnanja Viktorja Orbana in tudi se tehta, ali ga izključiti, ali se z njim še naprej pogovarjati, oziroma sam je rekel, da o tem se bomo pogovarjali, ko bo konec pandemije, zdaj rešuje življenja. Kar je sicer res, ampak pogovor mora biti pa resen, kajti v Evropski uniji ne more biti država, ki ne spoštuje demokratičnih načel. Že tako je žalostno, da virus načenja zdravje, tudi povzroča smrt. Verjetno je pa še bolj žalostno, če pa načne demokracijo in tudi na nek način povzroči njeno smrt, ne? Po tem, ne? Ja, zdaj, če ima nekdo tako moč, da pravzaprav ima ustavno večino v parlamentu, potem lahko v takih kriznih časih sprejema takšno zakonodajo in spremeni ustavo in potem ni koraka več nazaj. In vse to tukaj, tega se pač bojimo v Evropski uniji, da bi to bilo nedopustno, če bi stvari šle predaleč. Predaleč, ne? No, ko se je sestavljala ta tretja Janševa vlada, ste vi, preden je Nova Slovenija se potem odločala, opozorili, da vi, če bi vas vprašali, ne bi šli v to vlado, potem pa niste prišli na tisto glavno sejo, kjer se je odločalo. Povedali pa ste svoje mnenje. To je za nekatere medije bilo kar precej pogumna vaša izjava, ne? Zakaj ste se tako odločili takrat? No, moje stališče je že dolgo časa znano, kar se tega tiče. Sedaj, seveda, jaz te vlade nisem podprla. Menila sem, da bi bilo bolje iti na volitve, da dobi nova vlada polno moč, če tako rečem. Pa vlada to je bilo še preden se je začela ta pandemija. Seveda, v tem času, ko pa je že pandemija se tudi pri nas začela, pa bom rekla, da je pa dobro, da imamo delujočo vlado, ker si ne predstavljam, da bi bil kaos, pa bi šli na volitve, pa bi prelagali v nedoločen čas, oziroma vlada ne bi imela polnih pooblastil. Tako da za ta trenutek, ki je pač sovpadal, nova vlada sovpadla z to krizo, se je znašla sicer v težkem položaju, ampak je vseeno za Slovenijo bolje, da imamo vlado s polnimi pooblastili, tako da sprejemam pač to. Vem, da nima lahke naloge, da so ministri kar zelo okupirani, da imajo težke naloge, zato pač to delovanje podpiram, seveda vseh ukrepov pa tudi ne. Mimogrede, se vam zdi, da je Nova Slovenija v narekovajih dovolj iztržila, recimo ministrskih mest, pomembnih ministrskih mest v tej tretji Janševi vladi? Ja, ministrska mesta so zagotovo pomembna, tudi težka, še posebej sedaj, če pogledam Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, enake možnosti, to je izredno težko ministrstvo. Hudi časi še prihajajo? Ja, hudi časi še prihajajo. Jaz sem zadovoljna z izborom ministra, kajti to je naš dolgoletni sodelavec, ki je vrsto let delal na tem področju, tudi oče 4 otrok, mož, pozna družinsko politiko, pozna socialno problematiko in tudi kot človek je izredno pozitivna osebnost, tako da sem z njegovim delom zadovoljna. Seveda pa nima lahkega dela in nikoli ne bo mogel vsem ustreči. Vedno lahko gre kaj narobe, ampak to se pač tisti, ki delajo, veliko delajo, lahko tudi grešijo. To pač moramo vzeti v obzir. Drugi 2 ministrstvi, obrambno ministrstvo pač tudi v tem času
ima izredno pomembno nalogo, kajti tudi civilna zaščita, gasilstvo, vse to spada pod obrambno ministrstvo. Ministrstvo za infrastrukturo ima pa glede na finance veliko težo in glede na projekte, ki so pred nami. Ker sem tudi članica odbora za transport v Evropskem parlamentu, se vedno zavzemam za to, da bi v Sloveniji čim prej posodobili železnice in da bi Evropa čim prej zgradila te koridorje, da bi se promet, torej tranzitni promet, tovorni promet čim bolj preusmeril na železnice in s tem bi veliko naredili tudi za boljše ozračje, tudi v Sloveniji. Kako mogoče v zdajšnjih časih niti ni prijetno biti politik, pričajo tudi dogodki zadnjih let, recimo v povezavi z Marjanom Šarcem, prejšnjim predsednikom vlade, se je omenjala Nataša, potem vas so omenjali z vašo snaho, če se ne motim, zdaj se je Mateju Toninu zgodila mama, torej pri teh stvareh je treba biti res previden, ko nekomu nekaj učitaš. Ja, ker se hitro znajdeš sam v istem bazenu. To so izredno občutljive stvari, ko zaradi moje funkcije trpijo tudi moji sorodniki. Kar se mene in moje snahe tiče, imam popolnoma mirno vest. Jaz si samo nisem upala dajati izjav, zato ker gre vendarle za tajne službe, v katerih se v državi molči, ker imajo izredno pomembno funkcijo. Seveda pa človek hitro lahko pade v kakšno past, po drugi strani pa tudi javnost včasih tudi po krivici obsoja. Nekdo, ki je z mano v sorodu, ali ne bi smel imeti neke službe nekje, če je za to usposobljen, če ima za to kvalifikacije, če je za to po redni poti prišel do te službe. Imajo ravno tako pravico in možnost, da take službe opravljajo. Zdaj, v drugih stvareh jaz lahko samo zase dam roko v ogenj, glede drugih očitkov in drugih pa mora pač vsak zase odgovarjati in povedati, ali je ravnal prav ali ne. No, tu sem želel bolj to poudariti. Ko nekomu nekaj očitaš, moraš vedno pomisliti, da se lahko tebi zelo podobno tudi nehote zgodi. Ja, zagotovo. In povzročiš komu krivico. In moraš imeti tehtne dokaze ali pa razloge, ko tako direktno nekomu nekaj očitaš. Sicer je pa to lahko, ne vem, opravljanje ali pa škodovanje nekomu ali karkoli. No, zdajšnji predsednik vlade Janez Janša zagotovo v času, ko je bil v opoziciji, ni deloval kdo ve kako povezovalno, pej razdiralno, sploh če spremljamo zadnja leta njegove tvite. Zdaj seveda deluje zelo povezovalno, ampak meni še vedno v spominu ostaja tisto, on je lahko povezovalni. Ko ste se pa vi recimo samo rokovali z bivšim predsednikom Milanom Kučanom, je bil pa to svetovni problem, ne? Šala. No, jaz bom še naprej ravnala tako, kot meni narekuje moja vest in moja olika in moj odnos do soljudi. Nekateri seveda si pridržujejo ekskluzivo. Ves čas menim tudi, da kar daješ, to dobivaš. In če si v opoziciji ves čas negativen, nasprotuješ vsemu, potem težko pričakuješ, da takrat, ko pa ti vodiš vlado, da bodo pa drugi ravnali drugače. Sama sem se vedno za to zavzemala in tudi ko sem sama bila na primer županja, sem se trudila vključiti tudi predloge opozicije, če so ti dobri in primerni. In na ta način takega sodelovanja bi jaz vseeno pričakovala več, ne glede na to, katera vlada je na oblasti. In pa upoštevanje stroke. Seveda na koncu politiki odločajo, sprejemajo tiste ključne odločitve, zelo dobro pa je, če te odločitve temeljijo na znanju, na strokovnosti, na nekih zgledih oziroma da imajo neko primerno podlago. No, ker nekaj slovenskih športnikov, ki so dobro plačani, mogoče tudi po tem virusu ne bodo več tako dobri, ampak so se zbrali in
Sloveniji namenili kar nekaj denarja, med drugim kakšne maske je priskrbel za Slovenijo tudi predsednik Čeferin, Aleksander Čeferin, Nogometne zveze. Torej, kako ste se pa vi, recimo evropski poslanci, vključili v to humanitarno noto? Po telefonu ste me dejali, da je eno prvih idej o pomoči dal vaš kolega Brglez, če se ne motim. Ja, takoj na začetku te krize je dal predlog, da namenimo večjo vsoto denarja za nabavo mask kliničnemu centru. Rdeči križ je odprl poseben račun in smo darovali, 6 poslancev se nas je vključilo v to akcijo. Za narediti nekaj dobrega ni pomembno, ali je prišlo od levice ali je prišlo od desnice. Jaz sem sodelovala. Vsi niso. Mogoče, kdo so? Ne, vsak zase odgovarja. Tudi nimam te navade, da če nekomu nekaj dam ali pa kaj dobrega storim, da bi se potem preko medijev hvalila, ker mene so učili, da kar daje desnica, naj ne ve levica. Takih potreb je pa veliko. Seveda ljudje včasih imajo predstave, da mi politiki pa imamo neskončno veliko denarja, bajne plače, jaz se nič ne pritožujem, da ne bo nesporazuma, trudim se po svojih močeh, rešiti pa ne morem vseh problemov. Vedno pa se pojavljajo položnice pa različnih društev, pa tudi posameznikov, ki so v stiski, tukaj pa pač skušam po svojih močeh odgovarjati. Sva ob koncu pogovora na vašem travniku, mogoče še kakšno sporočilo o veliki noči? Vsem želim lepo praznovanje, kjerkoli boste, kakorkoli boste praznovali, in da bi se zavedali, da imamo v življenju veliko, veliko lepega, toliko lepih stvari nam je danih, zato se tega veselimo. Ne razmišljajmo samo o problemih, o težkih časih, verjamem, da bo ta kriza minila in tudi upam, da smo se iz nje kaj naučili. Skratka, potrebno je včasih tudi trpljenje, da lahko potem doživimo ustajenje. Aleluja! No, in če se pa jaz malce pošalim, očitno midva kar dobro slišiva ali sva pa tako glasna, ker sva kar v precej varni razdalji, ne vem, 4 metre in tako, čez oči. Ja, no, hvala Bogu, da sva se slišala, da sem prav odgovarjala na vaša vprašanja. Ja, se da tudi tako, ne? Ja. Hvala vam za priložnost. Lep pozdrav vsem in lepo praznovanje velike noči. No, tudi v mojem imenu, sej v cerkev bomo šli pa naslednjo leto, oziroma že kak mesec prej, ampak za veliko noč pa naslednjo leto. Srečno!